Gospodov mir in njegova prisutnost v ome. Tudi v tom letu, šteroga smo stopili, mislim, da si puni pričakovanja. Vsaki novi začetek je pospremljan s pričakovanjem in pa tudi z gledanjem v razplet, z gledanjem, kode se iz toga izvilo, kode se iz toga razvilo. Ob koncu pretekloga leta smo šli skozi praznike, štere nas spominjajo na največje, najdugše potovanje vseh časov. Prihod Boga na zemljo. In skozi Božjo besedo, skozi drago Božjo svetu reč, smo bili na čudovite načine popeljane v spremljanje teh dogodkov. Vse tom od oznanila Marije, srečanja z Elizabetov, preko pasterov in do modrih, leko vidimo eno povezavo, leko vidimo eno rdečo nit. Vse te dogodke, vsa ta srečanja z Jezusom, vsi te aktere, štere so se srečali z Jezusom, ko so delali? Slavili Boga. Proslavljali so Boga. Bili so radostni, kako smo tudi včeraj čuli. Mar preštite doma v Lukovom evangeliju, prvi pa drugi tav, in tudi v drugih evangelijah, kjer so opisane tudi drugi dogodki povezane z Jezušovim rojstvom. Vse dogajanje ob Jezušovom rojstvu je spremljalo slavljenje, proslavljanje Boga in pa ta velika radost. Čiglika vsem tem akterom, kad tako povem, je ne bilo, gnez bi pravili tako, posuto z rožicami. Ne. Tu njih, vse te ljudi okoli Jezušovega rojstva, včeraj smo tu čuli od toga, so spremljale težave, spremljale nevarnosti, spremljale probleme in pa velika pitanja. Zaharja se ne izgovarjal, ne nasprotoval, pač pa v njegovom življenju je bilo samo eno pitanje, eno vprašanje, kako, po čem bom spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih. In Marija, isto je bilo v njenem življenju, že sem go učil o tom, ne imela izgovorov, pač pa pitanje, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža. Dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, dragi poslušalec, da te Bog pozove, da te On izbere, da ti On da kakšno nalogo. Ne izgovarjaj se, kako je to napravo, možeš, ter je svojo nalogo želel preložiti na drugoga, naj nekak drugi, naj nekak drugi, boj odprejtoga srca. To, kako je bil Izaja odprejtoga srca in dovoli, kad te Bog opolnomoči, kad ti Bog da moč za to, kad ti Bog očisti tvoje življenje in te pitaj, Bog, kako naj izpolnim tvojo nalogo v mojem življenju? Kako naj izpolnim tvojo voljo, tvojo nalogo za mene v tom letu, šteroga smo stopili? Kako? Gospod, daj mi usmeritev, kamo znal na kakšen način. In dragi moji, to da ti eden pravi vzrok za proslavljanje, za slavljenje Boga. Marsikoj v začetku ne boš razumel, ne boš znal in ne mu razumeli, ali zavipanje v njega, zavipanje v njega, to da nas te pripeljalo za istino do iskrenega proslavljanja Boga, do tiste prave radosti, do pravega slavljenja Boga. Letošnja vodilna vrstica za cerkev, tudi v Nuskove, so Jezušove besede, njegove besede, njegov poziv vsem nam. Janez 15:9, tok smo včeraj prešteli kot vodilo za cerkev. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
In te poziv, ostanite v moji ljubezni. Aleluja. Ostati v Jezušovoj ljubezni. Bogajmo Božjo besedo za svoje dobro in za dobro vseh tistih, s katerimi bomo imeli opravek, s katerimi bomo se tudi v tom letu srečevali. Na začetku tega novega, mladega leta, s katero smo stopili v različnih življenjskih situacijah, je prav, ko se osredotočimo na Božjo besedo, na drago Božjo svetu, reč, ko nas ona povči, ko nas Božja reč usmeri in nam da vipanje, to, da te naše potovanje sigurnejše, mogoče ne bolje mirno, pač pa bolje varno, zavolo toga, ka ob sebi imeti Jezuša, ob sebi imeti Božjega Sina, je neka najdragocenejša in največja zaščita v vsakoj situaciji življenja. Mogoče se toga ne zavedamo, ali samo pogled na preteklo leto dokazuje glito. Eben ezer, do zdaj, do toga trenutka nam je Bog pomagal. Nam je stal ob strani, je bil z nami. Že pred nekaj časa sem dobil eno besedo, za tej den in želim njej najprej je prisluhnete, naj ona spregovori v mojo življenje. In kada ta beseda ohrabrilo za mene in tudi za vse nas. V Mateju 14. tale je zapisane dogodek, šteri je bil prvi, kako se je zgodilo to, odkoj mu gučo. In znate, v tom dogodke je Jezus nahranil 15 ljudi. S kim? S kim je nahranil 15 ljudi? 5 hlebov pa 2 ribe. 5 hlebov pa 2 ribe. In približno 15 ljudi, mogoče še več. Ali po tom dogodke se je zgodilo še nekaj drugo. Še nekaj se je po tom dogodke zgodilo. In to štejmo v nadaljevanje v Mateju 14. tale od 22. pa do 33. vrstice. To piše Božja beseda in to preštejmo zdaj za nas in naše ohrabrilo v tom jutri in na začetke toga leta. Matej 14, 22 do 33. In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi med tem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je med tem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasproten veter. Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli, prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel, bodite pogumni, ne bojte se, jaz sem. Peter mu je odgovoril in rekel, Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malo verneš, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli, resnično si Božji sin. Oče nebeški, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč. Hvala je tebi, kaj jo imamo, koliko vodilo, koliko opozorilo,
koliko opomin in koliko spodbudu za naše življenje. Prosim, da pomore me, kako učini samo to, ko je tvoja sveta vola in daj nam razumeti tvojo reč, daj nam jo sprejeti v svoje življenje in pomore nam, kamo živeli po njej, to, kako je tvoja sveta vola. Blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga, štiri čuje to besedo in Gospod dragi, naj tvoj mir izpune vsaki vihar, da ga odstrani iz naših življenj in nam da eno jasno pot naprej. Amen. Amen. Ne vemo, s kim smo se vse mogli soočiti v tom letu, šteroga smo stopili, ali tekst, šteroga smo prešteli, nam dava ene smernice, nam dava usmeritve, kako v razburkanom življenje postopati. Pogledajmo nekaj oko značilnosti, nemo od celoga toga teksta gučo, pač pa nekaj oko značilnosti, nekaj oko situaciji življenja, kamo znali te, da pridemo v takšno situacijo, kamo znali te pravilno odreagirati. Kot prvo, moramo se zavedati, po vjakom blagoslove pridejo preizkušnje. Pride vihar, pride v življenje nasproten veter. Da si v Jezušovoj službi, da si njegov učenec, njegov služabnik, če glika poslušaš Bogaš njegov glas, njegova navodila, večkrat do se v tvojem življenju dogajale nasprotne vetrove. Večkrat da je prišlo v tvoje življenje tudi nasprotovanje, tudi neprijetne stvari do prišle. Znate, tiste štere obečavajo eno čudovito, mirno, udobno, bogato, lehko življenje, te da spremljaš Jezuša v svoje življenje. Znate, tiste ložejo. Jezus je v Janeze 16:33 to provo. Mar poslušajmo, ko Jezus pravi, če glika njega spremljamo v svoje življenje, pravi tok. To sem vam povedal, da bi imeli mir v mene. Mir v njeme. Na svetu imate, ko vse dobro, ne, na svetu imate stiske. To, da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Jaz sem svet premagal. Pogledamo nazaj, pojdemo nazaj na to jezero. Učenci so v tom primeru bogali Jezuša. Bogali so njegov glas, bili so njime popolnoma poslušni. In jelte v takšnem stanje ali v takšnem primeru bi pričakovali eno mirno plovbo. Jelte? Eno mirno plovbo, da se poslušaj Jezuše, da se Boge poslušaj, da delaš to, ko je njegova vola, tebe pričakovali eno mirno plovbo. Prišlo pa je neurje. Prišla je nevarnost. Prišla je nevšečnost, štera je ogrožala, štera je bila ovira za dosego njegovega cilja. Dragi moji, tudi v naših življenjah se to dogaja. Ale te nasprotne vetrove nam ne mrejo škodovati. Ne mrejo nam škodovati za voljo toga, kaj je nekaj posebnega. In to je druga stvar, štero želim povdariti. Prvo, po vjakom blagoslove pridejo preizkušnje, pride nasproten veter. Ali drugo stvar, štero želim povdariti in je zelo važna, kad se njej zavedamo, pravi tok, Jezus je molo. Haleluja! Haleluja! In za njega je tok zapisano v 1. Janezovom pismu, drugi to, prva vrstica. Tok piše za Jezuša, štere je to molo, pravi tok, otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa že kdo pregreši, če se zgodi slučajno, kak što pregreši, imamo pri očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
situacije, da te premetavajo vetrove preizkušenj, da te premetavajo vetrove problemov, težav, bolezne, pomanjkanja, nerazumevanja. Zavedaj se, dragi prisoten, koga imaš ob sebe, što je na tvojoj strani, što je tvoj zagovornik. Jezus Kristus pravični je na mojoj, na tvojoj strani. In to nas mora ohrabriti. On moli za nas. On moli za tebe, to, kako je pravo Petre v Lukače 22, dale 2-30 veršoš, pravi to, jaz pa sem molil za te, to pravi Petre, in tu pravi mene, Franski, Drejčeke, Stankoje in vsakome med nome, jaz pa sem molil za te, da ne opeša tvoja vera. Dragi, v preizkušnje, v navole, v probleme, težave, te je tu vera na preizkušnje, naša vera v Gospode. In Jezus moli za mene in za tebe, da naj naša vera ne opeša. Dragi moji, Jezus je mar za mene, je mar za tebe. In meni je vseeno, ko se dogaja v tvojem življenju, ko se dogaja v mojem življenju. In to je on dokazal za svojim delom na zemlji. In še več, Zoj, pozna tvojo situacijo, vidi tvojo situacijo in Zoj je on tvoj zagovornik pred nebeškim očom, naš odvetnik, naš zastopnik. Učenci so v tistoj situaciji bili zaposleni z veslanjem. Bili so osredotočeni na svojo rešitev. Trudili so se v svojoj moči, kaj bi prišli na sigurno, kaj bi prišli bez toga vihera, kaj bi prišli bez toga nasprotnega vetra, ta na mesto, koma so bili namenjene. Trudili so se, kaj bi prišli na varno. Dragi poslušalec, to je potrebno delati. Potrebno je to delati. Napravi vse, ko je v tvojoj moči za svojo osebno zaščito in za zaščito tistega poleg tebe. Napravi vse, ko je v tvojoj moči in to je tu gnes. V tom času, v tom negotovom času poziv pristojnih. Napravimo vse, ko je v našoj moči, a ne bi širili navole, problema, virusa, žalosti, nesreč, pač pa, da bi se to preprečili. Poleg tega pa je še nekaj pomembnejšega. Potrebno je še nekaj važnejšega, kar se zgodi v vsakom našem življenju in v vsakoj situaciji, tudi v tom začetnem letu. Na začetku leta in to je tretja stvar, katero želim izpostaviti v tom tekstu iz toga dogodka. Potrebno je še nekaj. Potrebno je, ko Jezus pride k tebi. In Jezus je v tistoj navoli prišel k učencom. Prišel je v njov brezup, v njovo situacijo. Jezus sikdar pride v tvoj viher, pravzaprav želej pride. Moramo njime to dovoliti. Znate, ali učenci so toga ne znali. Počutili so se popolnoma brezmočne v nevarnosti in pune straja. Dragi moji, da si v viheri, da te pija te nasprotne veter, pa če glika si v Jezušovoj voli, je zelo, zelo težko jasno videti. Da si v viheri, da se vse okoli tebe ruši, da se vse okoli tebe podira, te je zelo, zelo težko jasno videti. In tudi učenci so v tistoj situaciji nejasno videli. Mislili so, ko vidijo prikaze. In te so se prestrašili za bolj toga. Ne so jasno videli.
Bila je noč, bil je vihir, bil je močen veter in te so one ne imele tistega jasnega pogleda. Koga imaš te? Da sija sunce. Da je den, da je lepo vreme, da je megla, tu ne imaš jasnega pogleda. Ne vidiš daleč, ne vidiš nevarnosti. Dragi moji, vsi mi smo v tom času na sredi vihira. Živimo v čase, da nam pija tej nasproten veter, šterega povzroča tej mali virus. Tej mali virus, štere ogroža vse naše življenjske ladje. Vse 100% zaščitene? Ne. Ogrožene smo. Vsi. Vsake med nami. In največje, najboljše, ko leko napravimo v toj situaciji, je, ka povabimo Jezuša v naš čum življenja. Ka ga povabimo, ka naj on pride. In znate, ko on da sigurno pomero vihar, s katerim se soočamo. In preleko, ki je Jezus stopil v čum, preleko, ki je prišel v to ladjo, v to navolo, preleko, ki je prišel k svojim učencom, kateri so se mučili, jim je prinesel eno sporočilo. In to je četrta stvar, katero želim iz toga teksta povdariti. Jezus jim je dal eno sporočilo in to je: bodite pogumni. Bodite pogumni. Jaz sem, ne bojte se. Bodite pogumni. Jaz sem, ne bojte se. Kapitan velike jadrnice je na eno potovanje vzel tudi svojo ženo in pa 6-letno hčerko. Potovanje je bilo mirno, lepo potovanje in cela družina je uživala v tiste prizore, katere so videli na tom potovanju. Ene noči pa se je na morju razbesnil strašen vihir. Ladjo je premetavalo se in ta in bili so v velikoj nevarnosti. Vsi potniki so bili iz mesta v strahe in pa pričakovanje, ko da se zgodilo. Ko iz toga pride? Edino 6-letna deklica, hčerka kapitana ladje, je mirno spala v svoji kabini. Prebudili so jo v strahe, če se kaj zgodi, če se kaj neprijetnega zgodi. Prebudili so to malo deklico. In da so jo to prebudili, da je videla, ko se dogaja, je ona postavila eno vprašanje. Samo je pitala eno vprašanje. Ali je moj oče na palubi? Je moj oče za krmilom ladje? In te je dobila odgovor. Ja, tvoj oče je za krmilom ladje. Da je deklica to čula, se je na svoje postale obrnula in mirno spala naprej. Ne imela straha. Zabolo toga, kaj je popolnoma zavipala svojega oče. Je nebeški oče za krmilom tvoje življenjske ladje? Usmerja on vse tvoje poti, je on kapitan, štere obrača krmilo tvojega življenja. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ne bojte se. To je sporočilo tudi za mene in tebe dnes, zdaj na začetku tega leta. Ta deklica je popolnoma zavipala svojemu oče. Popolnoma zavipala njegovim sposobnostem. Popolnoma zavipala njegovoj skrbi. Ona se je zavedala, kaj je to nešto išteč, pač pa, kaj je to njene oče. Ali ti
Zavypaš popolnoma svojome nebeškome očete. Njeme zavypaš v viharje, tuj te dopiha nasproten veter, da se v preizkušnje, mogoče zavolo bolezni, zavolo finančne situacije, zavolo negotovosti, zavolo bodočnosti. Zavypaš očete v svojoj zasvojenosti, pa kakšna kole to že je. Zavypaš očete zavolo težav s odnosami, zavolo težav v družine, v tvojom zakonu, zavolo težav v šole, zavolo težav na delovnom mjestu. Zavypaš njeme. Dragi prisoten, dragi poslušalec, dnes na začetke toga novega časovnega obdobja imamo spodbudo od našega odrešenika Jezuša Kristuša. Bodite pogumni, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se, bodi pogumen in stopi v to leto z najboljšim spremljevalcem, z najboljšim pomočnikom, z najboljšo zaščito. Povabi Jezuša v tvoj čum življenja in de pomiril vihar, de utišo te nasproten veter, štere te muče in te gemlej tvoje življenjske moči. Z njim, da je tvoja pot varnejša, sigurnejša in da te pripelo zanesljivo do toga večnega cilja. Da je Jezus stopil v čom z učencami, je veter ponehal. Morje se je umirilo. Zgodilo se je to, ko so si učenci ne mogli predstavljati. Največ bilo tistega nasprotnega vetra, štere bi onemogočil, ka bi one prišli do cilja. In te se je zgodila še ena stvar in s tem želim tudi zaključiti. Tako smo prešteli, oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili. So se mu poklonili do tal in rekli, resnično si Božji sin. Resnično si Božji sin. Dragi moji, vsako dejanje, šterega Jezus včini v tvojem življenju, zahteva odziv. Vsako dejanje, ko se zgodi, štero doživiš, kakoli je to že, zahteva odziv v tvojem življenju. Kakšen je tvoj odziv na Božje delovanje v tvojem življenju? Na Božje gučanje v tvoje življenje? Na Božje včenje skozi Božjo drago svetu reč? Štero poslušaš, štero sprejemaš in štero živiš. Kakšen je tvoj odziv? Učence so Jezuši dali slavo, počastili so ga. Znate, priklonite se do tal, to se je zgodilo samo pred kraljem, pred vladarom, pred posebno osebo in pa na prvom mestu seveda pred svetim Bogom. To je pomenilo ponižnost. To je pomenilo priznanje te višje avtoritete. Resnično si Božji sin. Što vlada v tvojem življenju? Viharje ali pa Božji sin? Če je še ne on gospodar tvojega življenja, včini to zdaj. Pozovi ga v svoje življenje. Naj on uravnava tvoje poti. Naj on vodi tvoje življenje za naprej. Amen. Sklonimo svoje glave v molitve.
Če je Božja beseda gučala v tvoje življenje, če želiš dnes, na začetku tega leta, napraviti eno novo odločitev, na jedan novi način slediti Gospodu, če želiš svoje življenje popolnoma predati njemu, zavipati v njegovo vodstvo, leko to včiniš zdaj, leko njemu predaš svoje skrbi, svoje probleme, svoje težave, na vole svoja pitanja. Če želiš to včiniti, leko daš znak za dvigom tvoje roke in bomo se molili za tebe, ko boš za istino na toj poti življenja uspešen z Jezusom. Amen. 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 Haleluja. Gospod guči glizaj v tvoje življenje. Odzove se na njegov klic in povabi ga v svoje življenje. Haleluja. Haleluja. Nebeški Oče, hvala je tebe, ka si ti gospodar, ne samo življenja, pač pa si gospodar toj situaciji življenja. Nebeški Oče, hvala je tebe, ka si ti poslal tvojega sina Jezuša gliza to, da naj pomiri te vihare v življenja človeka, štere povzroča greh, štere povzroča naš neprijatelj. Ali Jezus, dragi, hvala je tebe, ka si ga ti premagal. Hvala je tebe, ka si ti zmagovalec. Ne samo to na križi, pač pa ti zmagovalec v mojo življenje, v naše življenje. In Duh Sveti, hvala je tebe, ka glizaj v to jutri gučiš v našo življenje, v naše situacije. Duh Sveti, hvala je tebe, ka ti trkaš na srca posameznikov. Hvala je za vse razdignjene roke protjov. In hvala je tebe, Duh Sveti, ka boš ti pomagal vsakome prebroditi skozi njegovo življenje in stopiti na to novo življenjsko pot, ne samo za volo datuma, pač pa za volo odločitve, štere je posameznik prinesel. Guči ti v vsako situacijo in daj tvoje razodetje v vsako življenje, ka bi zaistino bili na toj poti odrešenja, si uspešni in prišli do toga večnega cilja. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi dečico, štere so zgornje prostoraj, da ni razmeti tvojo reč. Blagoslovi naše ostarele, štere so nejmogli priti za vse v dom tvoj. Vse tiste, štere so nejtuj prisotne za vodo različnih vzrokov. Boj ti zaščita vsakome in ti pomoč vsakome, Gospod dragi, ka bi za istino skozi te nasprotne vetrove, štere se borijo proti nam, prišle s njov kot zmagovalci. Boj proslavljen je ti, Bog Oča, Bog Sin, Bog Sveti Duh, od zdaj pa do večnosti. Amen. 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 Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil, ostanite v moje ljubezni. Amen.